Dober dan, to je N1 studio. Kaj poslušamo že dneve in tedne? Na eni strani stavke so neupravičene, nepotrebne in tudi pozive, da naj jih sindikati prekinejo, prekličejo, da se stavkajoči vrnejo za pogajalsko mizo. Pa na drugi strani slišimo podcenjujoč in ignorantski odnos vlade, ki da ne izpolnjuje svojih zavez. Kot rečeno, to slišimo danes. Pa pojdimo še v januar 2018, takrat je bila splošna stavka javnega sektorja v Sloveniji, stavkalo je kar 16 sindikatov, razen Fidesa, ki je na kratko stavkal že prej. Kaj se danes ponavlja, kaj je drugače, kako iz tega začaranega kroga nezadovoljstva v javnem sektorju in kako naj se vlada izpogaja? Z mano v studiu je Boris Koprivnikar, nekdanji glavni vladni pogajalec, minister za javno upravo in tudi podpredsednik vlade v času Mira Cerarja. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Gospod Koprivnikar, kot rečeno, stavkovni val ste imeli tudi v mandatu 2014 do 2018, ko ste bili vi minister, poslušali pa smo skoraj identične besede kot danes na obeh straneh. Toda, zdaj imamo najdaljšo zdravniško stavko, več kot 9 tednov že, protestirajo oziroma stavkajo sodniki, tožilci, upravne enote, bojo zdaj imele kar redno ob sredah, če se vlada ne zmeni z njimi. Ključni ministri za pogajanja pa se tokrat menjajo sredi mandata, njihova mesta so prazna tudi po več mesecev. V preseku, kaj gledamo danes, kaj vi vidite kot nekdanji glavni vladni pogajalec, ampak od zunaj? Ja, ta dogajanja v zvezi s stavkami so meni popolnoma razumljiva, zato ker tudi sindikati si stavko pridobijo svojo prepoznavnost, videnost in seveda tudi izboljšajo pogajalsko pozicijo. Vendar je tokrat mogoče slabša, kako bi rekel, kontrastran vladna, imam nekako občutek, da nima tiste konsistentnosti, da nima jasnih stališč, na katerih bi vztrajala in predvsem pogrešam to, da v teh pogajanjih nekako ni vnaprej točno jasen okvir. Kajti, ko se ti pogajaš o neki zadevi, moraš vedeti, kje so meje in znotraj teh mej potem iščeš rešitve. Tukaj imam pa nekako občutek, da se dejansko stvari premikajo nekontrolirano in tudi na sindikalni strani vsak išče svojo priložnost, ker pač centralno ni bilo to uslišano in jasno naslovljeno. Če greva k najbolj akutni stvari, to je zdravniška stavka, ki traja, kot rečeno, že najdlje v zgodovini in že od vsega začetka se v bistvu javnost, pa še kdo sprašuje, zakaj ministrica za zdravje ni v vladni pogajalski skupini, da na tista formalna pogajanja pravzaprav ne hodi. Slišati je, da je to lahko del pogajalske taktike vlade, da ministrica ni preveč in ves čas izpostavljena tem vsakodnevnim prerekanjem na obeh sprtih straneh. Ali je po vaše to lahko del taktike in ali menite, da bi morala biti ministrica Valentina Prevolnik Rupel del te vladne pogajalske ekipe? No, tudi v preteklosti, če pogledamo, je bilo zelo različno. Nekateri ministri so osebno sodelovali na pogajanjih, tudi sam, moram reči, da včasih se mi to tudi ni zdela najboljša izbira. Nekateri ministri so pa pooblastili pogajalce, ki so se potem seveda pogajali. Pomembno je, da pogajalec ima polna pooblastila. Skratka, da lahko da zavezo in ve, da je ta zaveza sprejeta, sicer nimam pogajalskega mandata, mi je pa ta, kot sam razumem, pogajalska taktika tudi razumljiva, ker imaš pogajalca z polnimi pooblastili, v zaključni fazi, ko pa je treba doreči še neke ključne detajle, pa lahko vstopi tudi tako imenovana higher authority, se pravi ministrica direktno in tudi vemo iz preteklih pogajanj, da zaključek je bil običajno z predsednikom vlade, ki je dal končno ponudbo na mizo in ta je bila nekje tista, za katero se je smatralo, da bo tudi sprejeta. Ja, potem na koncu, tako se vsaj jaz spomnim, iz vaših časov pride predsednik vlade in reče, evo, našli smo še kakšen milijon tu, kakšen milijon tam in potem je to še mašnico damo in je stvar. Namen pogajanj je zaključek, se pravi, da se izpogajaš. Tukaj pa trenutno, kolikor spremljam, vidim, da se ne samo fronte zapirajo, ampak se jih vedno več odpira. Se pravi, mi se moramo pogajanji približevati nekemu zaključku, pa tudi, če na koncu vsako malo stisnjenimi zobmi vlada postrga še nekaj milijonov, mogoče sindikati popustijo pri kakšni zahtevi, ki lahko še malo počaka, ampak tukaj ne vidim tega zbliževanja in to me moti. Ampak pravite, da je to lahko del taktike, da ministrica za zdravje ni zraven in da bi ona potem na koncu lahko prišla. Ampak stvar zdaj že toliko časa traja, zdaj ne govorimo mi o dneh ali pa pri vas, kolikor se spomnim, bila stavka zdravnikov trajala 1 uro, pa ste se potem prerekali, a zdaj to plačati ali ne. Skratka, ali ne bi morala že ministrica vstopiti, glede na to,
koliko časa stvar traja in da se v resnici vsaj tako vtis nikamor ne premakne? No, to je stvar ocene, tudi sam zelo nerad sodim, ker nisem dovolj posvečen v detajle tokratnih pogajanj. Morda bi bil že trenutek, da se tudi ministrica osebno vključi, ampak kot rečeno, pomembno je, da ima ministrica pogajalca, ki ima polna pooblastila. Če je to zagotovljeno, potem to ne more biti razlog, da se ne pogajaš, kajti pogajaš se z nasprotno stranjo in ne piše, da mora biti ta in ta oseba. Važno je, da nekdo z polnimi pooblastili zastopa nasprotno stran. Vse ona sicer, kolikor vem, sedi s Fidesom na neformalnih sestankih, tudi predsednik vlade že večkrat, samo na tem formalnem delu pogajanj je še ni zraven, ampak to me zanima, ne? Gospod Koprivnik, kakšen je sicer odnos med ministroma za javno upravo in za zdravje? Spomnim se, kako nejevoljni ste bili, ko ste izvedeli, da je ministrica Milojka Kolar Celarc mimo vas sklenila sporazum z zdravniki, pa je to potem zelo razburilo ostale sindikati in je bila kot nekakšna bomba za celoten vaš pogajalski proces. Ona je takrat rekla, da je pripravljena tudi odstopiti, če bi se izkazalo, da je pri sporazumu z zdravniki prekoračila svoj mandat. Je na tej relaciji vedno tako napeto in še dodatno vprašanje, kaj lahko pomeni, če se ministri, ključni ministri menjajo sredi mandata? Če začnemo od zadaj, ne? Sigurno ni dobro, če se ministri menjajo sredi mandata, ampak to je stvar premierja. Vedeti treba, da vsak nov minister, ki pride, rabi nekaj časa, da se vpelje, da razume, da spozna ljudi, da vidi, kje so boleče točke in to ne gre čez noč. Določen čas si neoperativen. To je nekaj podobnega kot z reorganizacijami ministrstev. Saj mogoče bolje, če imaš drugačno strukturo ministrstev, ampak vedeti moramo, da za vsako tako spremembo nastane pol leta do enega leta nekega mrtvega teka ali pa vsaj mogoče malo bolj nejasnih stališč. Kar se pa tiče odnosov ministra za zdravje, pa tudi lahko rečem vseh ministrov do ministra za javno upravo, ki običajno koordinira centralno pogajanje, pa to vedno problematično. Zato, ker minister za javno upravo se pogaja o enotnem plačnem sistemu za enotne rešitve v okviru celotnih gabaritev za javni sektor, seveda pa vsak resorni minister pa želi za svoje področje izpogajati čim več. Ni ga ministra, ki bi si želel, da so na njegovem resorju ljudje slabše plačani, da imajo slabše. Vsak si želi, da bi imel dobro nagrajene ljudi. In zato je tukaj pomembno prvič, kakšen je dialog znotraj vlade, zelo pomembna je pa tudi podpora predsednika vlade. Če je predsednik vlade tisti, ki v končni fazi v nekih konfliktih reče, do tule gremo, od tu naprej pa oprosti, ne morem več, ker bomo sicer podrli centralni sistem, potem je v takih pogajanjih to lažje. Če pa ni te končne koordinacije, pa prihaja tudi do konfliktov in neenakosti v vladi. Dejstvo je pa še vedno, tudi takrat recimo sem bil res zelo nejevoljen, ko so se začeli parcialni dogovori sklepati, ker vsak parcialni dogovor enega od sindikatov, ki jih imamo nekaj 10, pomeni, da bodo vsi ostali želeli tudi isto, vsaj toliko, in velikokrat je tudi med sindikati to del pogajalske taktike, da nekomu, kot rečemo, pustijo, da doseže svojega. Običajno je to nek sindikat, ki ima manjše število članov in je zelo pomemben, se pravi, da v finančnem smislu nima velike teže, vendar, ko en sindikat nekaj doseže, potem vsi ostali upravičeno hočejo tudi isto. Ampak zaenkrat imamo še enoten plačen sistem. In tudi, ko govorimo o ločenih stebrih, govorimo o ločenih stebrih v enem plačnem sistemu. Ko pa govorimo o tem, da se bo nekdo izločil iz plačnega sistema, zato da bo imel večje plače, pa jaz vedno vprašam, sej, če se ti izločiš, imaš za to še vedno ravno toliko denarja za to dejavnost. Kajti v končni fazi je pa vse zamejeno z javnimi financami. Se pravi, da je treba ohranjati neko notranjo koordinacijo in trdnost tudi na vladni strani. Zdaj, v vaših časih je bil glavni pogajalec in tudi, bom rekel, govornik Fidesa, dolgoletni predsednik Konrad Kuštrin, ki ga zdaj ni več v Fidesu, vsaj ne v samem pogajalskem procesu. Po vaše, kako velika sprememba je to za Fidesovo stran? Vendarle so ocene, da komunicirajo te stavki slabo, podpore javnosti nimajo. Vidimo tudi, da nastopajo zelo različni govorci, praktično vsak dan nekdo drug. Takrat je pa vse potekalo skozi eno osebo, večinoma gospoda Kuštrina. Kaj menite, a je to velika sprememba za sam pogajalski proces in nenazadnje tudi za Fides?
No, v vseh komunikacijah z javnostmi je seveda bistveno, da komuniciraš konsistentno. Se pravi, da imaš ista sporočila, da se ne spreminjajo, da prihajajo iz istega vira in da se zaneseš, da sporočila, ki v tem primeru, ki se nanašajo na Fides, so dejansko sporočila celotne organizacije, čeprav jih komunicira ista oseba. Čim se pa pojavi več komunikatorjev, potem takoj se vnese nejasnost. Ne? Tudi če vsebinsko ni velikih razlik, so različni stili pogovarjanja in tako naprej. In dobimo občutek, da organizacija sama nima točno jasnih stališč. Ne. Sploh pa recimo, ko govorimo o zdravnikih, ker vemo, da te stavke so se stopnjevale skozi leta. Ne. Zdravniki so že večkrat stavkali in praviloma so svoje dosegli. Ampak že v času naše vlade vem, da je bilo od začetka naklonjenost javnosti zdravniški stavki relativno nizka, ampak se veste, ko moraš počakati, da greš k zdravniku, potem vsi rečejo, vlada, uredite, kakor veste in znate. Nekaj časa še sodimo v tem. No, tokrat je pa mogoče res malce preveč in to se kaže tudi skozi javno mnenje. Ne? Ko le javnost ima tudi neko sposobnost presoje, da vidimo, ali je nekdo res tako slab, ne govorim sam po sebi, ampak govorim v primerjavi z vsemi ostalimi, v primerjavi z družbo, v kateri delujemo, ne? Da bi potreboval neke čist drugačne rešitve ali pa je morda to že malce tudi kaprica, saj v določenih delih. Ne? Ja, ker javnost absolutno upravičeno pričakuje, da bo vlada tista, ki bo pač se dogovorila in neko fronto zaprla. Ne? To javnost upravičeno pričakuje, tudi če morda ne podpira Fidesa in njihovih zahtev. In če zdaj skušava, gospod Koprivnikar, spraviti to stvar še nek smiselen okvir. Argument vlade je, če poenostavljam zdaj, ne, zakaj Fides ne razume tega, kar razume ostalih 40-45 sindikatov javnega sektorja, ki so z vlado podpisali, da se datum uveljavitve zamakne še za 1 leto, tokrat zaradi poplav. Vrnite se na stebrna pogajanja, jih pozivajo. Argument Fidesa pa je, vlada je 2-krat nekaj podpisala, se zavezala in zahtevamo samo to, da izpolni svoje zaveze. Vladi ne zaupamo, pravijo, zato stavke ne bomo prekinili. Kaj menite, a bo zdaj to šlo sploh brez mediacije ali ne? Kje je točka, kjer drugače v bistvu ne gre več? Ste vi kdaj na kakšni taki točki bili? Jaz mislim, da mediacija je ena od rešitev, zaradi tega, ker mislim, da obe strani sta tako trdno na svojih zelo nasprotujočih si stališčih, da rabita nekoga tretjega, ki jih bo malce zmehčal in zbližal. Ker tudi javnost v končni fazi to pričakuje. Javnost pričakuje od vlade, da uredi ta problem. Ampak vlada ta problem, če živimo v demokratični družbi, ne more urediti tako lepo. Ampak ga lahko uredi samo skozi sklenjen dogovor z Fidesom oziroma z ostalo sindikalno stranjo. Tako da menim, da je res mogoče potreben poseg nekega tretjega subjekta, ki bi celotna stališča malce zbližal. Eni in drugi, tudi sindikati, ki se zavzemajo za interese zdravnikov Fides, ko govorim o tem primeru, ali širše zdravstvenega osebja, imajo interes zagovarjati svoje člane, hkrati pa pričakujem, da imajo tudi interes zagovarjati nemoteno izvajanje dejavnosti. Vsak se mora tudi truditi. Tako da mislim, da bo potrebno nekaj spremeniti v tem pristopu, sicer se bomo vrteli še nekaj časa v začaranem krogu, se pa nove fronte samo odpirajo, namesto da bi se zapirale. Da. A pa vi vidite ta pristop vlade, stebrna pogajanja, razdelitev na te stebre, je to, bom rekel, neka nadgradnja tistih načrtov iz vašega časa? Jaz se spomnim, ko ste nam takrat pogosto razlagali, ja, pa v javnem sektorju se ne da zares nagraditi tistih, ki zares izstopajo v pozitivnem smislu, tam so vsi odlični. Ne? To je bila ena, bom rekel, od takih temeljnih težav ali pa pomislekov takrat. Menite, da je vlada zdaj s tem pristopom, ki ga vodi, ubrala pravo pot, ti stebri? Jaz mislim, da to ni slaba pot, to je ena od možnih rešitev. Dejstvo je, da stebrna pogajanja še zmeraj pomenijo priznavanje specifik določenih poklicev, ker vsak poklic ima svojo specifiko. Imajo zdravniki, imajo v končni fazi tudi pobiralci smeti imajo svojo specifiko dela, če tako rečemo. Ne. Tako da v stebrnih pogajanjih lahko to specifiko bolje nasloviš, še vedno pa ostanejo pogajanja o nekem skupnem plačnem sistemu. Ker dve skrajnosti sta. Ena je pač, da imamo enoten plačen sistem. Recimo, če pogledate nemški sistem nagrajevanja v zdravstvu, ta je popolnoma uravnilovka. Se pravi, za to delovno mesto toliko plače,
konec debate. Drug problem pa je, kako znotraj samega plačnega sistema ti nagrajuješ ljudi. Ne govorim posamezne dejavnosti, ampak posameznike, ker so eni bolj, drugi manj uspešni. Mi imamo seveda, pa to ni samo slovenski problem, najboljši javni sektor, glede na to, da imamo, ne vem, 98% odličnih javnih uslužbencev, kar seveda ni odraz dejanskega stanja. Problem pa je, da kriteriji za nagrajevanje, ki so opredeljeni v zakonodaji, saj piše, kako uspešno delaš ali dosegaš pričakovane rezultate dela, obstajajo, vendar niso konkretizirani. Če rečemo, na primeru, da povem, da si nagrajen za inovativnega, če me vprašate, ste vi inovativni, bom rekel, ja, je inovativen. Če me pa vprašate, ali je inovativen, zato ker je dal toliko predlogov je bilo realiziranih, toliko predlogov je prineslo take finančne učinke in vi niste dal nobenega predloga, potem tudi, če smo midva prijatelja, ne morem reči, da ste inovativni, ker nobenega od kriterijev ne izpolnjujete. Skratka, zelo mehki kriteriji omogočajo potem tudi to lažno solidarnost, neko pač nihče nikomur noče reči, mogoče bi se pa lahko malo bolj potrudil, pa boš potem dobil več. In to manjka v plačnem sistemu, ta kriterij fleksibilnosti oziroma kriterije, na podlagi katerih bomo lahko zagotavljali fleksibilnost delavcev. Sam pa menim, da v javnem sektorju je ravno toliko dobrih in slabih delavcev kot v zasebnem, samo ne znamo jih zmotivirati. In tukaj je ključni problem. Pa še ta, bom rekel, kar sračje gnezdo različnih dodatkov, ne? Še to je en vidik zgodbe. Vemo pa, ne, če bi vlada rekla, ok, ne bomo imeli več zdaj 20 dodatkov ali koliko jih je, zdaj bomo imeli samo 3, ima spet ogenj v strehi, ne, ker sindikati si seveda ne bodo pustili vzeti tega, ne. Tudi če vlada reče, ne, bomo to drugače zdaj uredili. To je vedno, rekel, zelo občutljiva stvar, ne, ti dodatki. Problem doseženih pravic, ravno tako kot je problem to, kar ste prej omenili, podpisanih zavez. Če se ti nekaj zavežeš, potem ne moreš reči naslednji dan, joj, sem mislil, da bo šlo, pa vidim, da ne gre. Podpisal si. Podpisal si in te obveznosti moraš dejansko spolniti. In tudi tukaj pri dodatkih je podobna zgodba. Če se zavežeš, da bo tvoj status primerljiv, pa vedno, kadar dregneš v plače, niso nikdar nižje, vedno so na koncu višje, še nisem v zgodovini slišal, razen teh kriznih ukrepov, ko so bili začasno znižani. Tako da je bistveno v tem, da je plačni sistem tudi transparenten. Ker sam sem se, recimo, se tudi spomnim, ko gledaš po televiziji izjavo sindikata, ki reče, moja neto izhodiščna plača je pod minimalno plačo. Ja, že, samo tvoja dejanska plača je pa trikratnik zaradi vseh dodatkov in tako naprej. Ne? In to je spet eden od orodij za to, da javnost nima jasnega pregleda, o čem sploh govorimo. Javni sektor je pod vseh nas in smo vsi zainteresirani, da deluje in da je primerno nagrajen. Skratka, ogromno stvari se v bistvu ponavlja. Če vas prej razumem, moram vas potem na te točki vprašati, glede na to, da ste bili minister za javno pravo iz kvote SMC, to je bila takrat največja vladna stranka, ob začetku mandata je imela celo 36 poslancev, kar je bilo največ do takrat. Zdaj vladajoča ima pa rekordno število, prej 41, zdaj 40 poslancev, ampak koalicijska večina je trdna, nesporna in v bistvu podobna kot pri SMC-ju, ampak že vidimo, da podpora vladi in glavni vladni stranki hitro kopni, da rezultatov oprijemljivih prav zares ni, in da javnost dejansko že izgublja neko zaupanje, da bo ta vlada karkoli naredila. Kje vi vidite, bom rekel, podobnosti zgodb Svobode in SMC, katere del ste bili? No, glede SMC-ja in Svobode, tako kot ste rekli, volilnega izida in potem dejansko rezultata vlade. Ne, če neka stranka dobi 40+% na volitvah, recimo, ne, potem pričakuješ, da je to zametek neko dolgotrajne, zelo uspešne in zelo vplivne stranke, ampak se izkaže, da v enem mandatu so te stranke praktično izpuhtele. Razlog, ki ga vidim, je predvsem v tem, da novi obrazi so dobrodošli, zato ker imajo nove ideje, nove koncepte, vendar vstopajo v obrt, ki se jo šele učijo. In politika ni tako enostavna. Ne? Saj politika, kot jo jaz razumem, ni ena ali druga stranka. Politika je dolgoročno načrtovanje in izvajanje dolgoročnih načrtov. To izhaja tudi iz korena besede. Ne? In težko, tebi se zdi logično, da boš nekaj zagotovil in zato to obljubiš. Potem se pa zaletiš v problem različnih interesov, ki so popolnoma legitimni, v problem vladnih procedur, ki tudi služijo svojemu namenu. Saj
tako kot je rekel Churchill, da je birokracija je varuh demokracije. Se pravi, ti imaš neke postopke, ki jih moraš speljati. Potem pa te prevelike obljube v žaru in želji, da bi spreminjal državo na bolje, izpadejo kot najslabša reklama za tebe, zato ker jih ne moreš realizirati v času in obsegu, kot si jih predvidel. In to je problem strank, ki ne razumejo in se šele ob vladanju učijo procesa vladanja. In tudi te kadrovske menjave niso dobrodošle. Zdaj sredi mandata tudi prihaja, bom rekel, do spremembe pri komunikacijskih pristopih in spet se spomnim podobnih stvari iz časa Mira Cerarja, torej nekje na sredi mandata, močna vlada, ampak podpora javnosti pa kar kopni in potem so prišli, da ne komuniciramo dobro teh stvari, ki jih delamo za ljudi, potem je prišel premier Cerar s tistim listkom Ne jamram, išče rešitve in zdaj tudi pri predsedniku Golobu v bistvu vidimo, seveda, zdaj doba družbenih omrežij, prihaja to v spredje, skratka, ali take komunikacijske strategije prinesejo same po sebi kaj novega, glede na to, da je pomembno, kakšna vsebina je za temi rešitvami, ki se jih komunicira. Moje zelo osebno mnenje pri politiki je, že prej sem omenil to, da je ključna konsistentnost. Če te nekdo vodi, ki si ga izbral, da te vodi, potem se želiš počutiti varnega. Varnega se pa počutiš takrat, ko ti je popolnoma jasno, kam gremo, v kakšnem tempu in tako naprej. Te spremembe komunikacijskih strategij, ne nazadnje dane obljube, ki niso realizirane, dane nove zaveze in tako naprej, so ravno nasprotno. Dajejo mi občutek nekonsistentnosti, občutek nezaupanja. In seveda vlada je tista, kateri je osnova za delovanje, je zaupanje volivcev, državljanov, ne nazadnje tudi vseh interesnih skupin. Tako da menim, da je to, pa še mogoče ena stvar pri komunikacijski strategiji, če ima javnost občutek, da je vlada močna, ne govorim avtoritarna, ampak da ko se nekaj zmeni, zna to realizirati in tako naprej, potem ta vlada ne bo vsakič, ko bo deležna neke kritike, spreminjala nekaj pri sebi, ker to je znak šibkosti. Če pa ti konstantno v dobrih in slabih časih greš v isto smer, potem pa tudi javnost sprejema tako vlado kot močno, ki ima trdno zavezo in ji zaupa. To, kar danes spremljamo, mogoče ne gre v to smer. Ja, je pa še kar nekaj časa za, bom rekel, še kakšno spremembo, kakšne smeri bova videla, če se bo zgodila. Za danes pa gospod Boris Koprivnikar, najlepša hvala, da ste bili gost N1 studia. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda na n1info.si sproti spremljamo, kaj se dogaja s pogajanji in stavkami v javnem sektorju, o razpletu in izplenu vsega vas sproti obveščamo na n1info.si, kot rečeno, iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.